Medvar želiva dobro jutro, ne? Dobro jutro, ja. In dobro jutro našemu današnjemu gostu. Z nami je novi predsednik območno-obrtne podjetniške zbornice tu v Mariboru, Aleš Pulko. Aleš, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste? Kako smo, v redu smo. Je, v redu, štima vse. Ja, odlično. Zdaj, jaz pravim, ne, marsikdo ne ve, ne, morda Tomaž stopa v obrtno-podjetniške vode, nikoli se ne ve. In zdaj, ko tako razmišlja človek, se mi zdi, da je najboljše kar predsednika območne obrtno-podjetniške zbornice povabiti. Vse prednosti, zdaj, če sem jaz obrtnik, podjetnik, kakve so prednosti, recimo, če sem član zbornice? Jaz bi rekel ogromne, ne? No. Sploh za takega mladega podjetnika, ne? ki v bistvu stopa na podjetniško pot in nekako potrebuje, bom rekel, tudi kak nasvet staroste, bi jaz temu rekel, ampak seveda ne mislim, da je to osnova, ki jo dajemo. Jaz bi rekel tako, ne? Zdaj, v osnovi pokrijemo čisto vse zakonske vprašanja, ki jih pač potrebuje podjetje, da prične, da vstopi, bom rekel, to je pri tem čist začetnem segmentu. Vodimo vas čez celoten proces registracije, čez celoten proces vseh zahtev, ki jih država pač daje. Nažalost vam povemo tudi, kje vse vam bojo male davke, kaj vse morate paziti. To je pač, mislim, da je tudi pozitivno, nekaj drugače se lahko zgodi, tako kot se je zgodilo za odvetniški pisarni Senica, ko pač niso vedeli, neče se niso plačali, pa pol, ne. Tega mi ne želimo, ne, zato povemo podjetjem takoj na začetku. Potem v bistvu v nadaljevanju pa nudimo predvsem, bom rekel, področje zakonodajnega spremljanja. To je tisto, kar na nek način od vas dobimo in rečemo, to je to, kar naše člane žuli, in mi potem na nek način lokalno, na lokalnih političnih vodah pač začnemo komunicirati z zakonodajalci, da spremenjamo uredbe, omejujemo določene zakonske akte. Na državnem nivoju pa seveda zakoni, podzakonski akti in vse, kaj je s tem povezano. Tista tretja zgodba, ki pa je meni osebno, bom rekel, najbolj pomembna, je pa poslovna podpora. To je pa tam, kjer se najdemo v lokalnem okolju in poskušamo predvsem mlajšim poiskati podjetja zrela, ki potrebujejo storitve. Na drugi strani pa tem zrelim podjetjem iščemo kontakte v tujini, kontakte z večjimi slovenskimi podjetji. Ta del je zame, bom rekel, eden izmed ključnih in tistih, ki bo v naslednjih 4 letih pač največ aktivnosti. Tako da lahko dejansko tudi se bolj posvetiš svoji osnovni obrti, svojemu osnovnemu delu in ne rabiš toliko tega mreženja, ker za to poskrbi zbornica. To je super, ne? To glih, ja, sem o tem razmišljal, ne? Se pravi vi namesto mene povezujete z drugimi, ker jaz se ukvarjam s svojimi izjemnimi storitvami, ne? In se sam sebe pač izobražujem na tem področju, ki je zame bolj pomembno mogoče pa. Ampak, ko govorimo o izobraževanjih, tudi tu je kar enega suporta pri obrtni zbornici. Izobraževanje je pač v bistvu ena izmed temeljnih zgodb pri nas. Zdaj, glede na to, kje smo, v kakšnem času živimo, da je v bistvu vse okrog nas zelo turbulentno, da nam po eni strani, ne vem, Evropa z svojimi zakoni daje nekonkurenčnost, po drugi strani nas, ne vem, neke nove digitalne tehnologije, tudi AI na koncu v bistvu peljejo v to, da bomo mogli spreminjati svoje poslovne procese, je izobraževanje ena izmed ključnih stvari. No, tega, ker smo začeli malo bolj za šalo, nisem... absolutno. Ampak seveda izobraževanje, o tem mislim, da bomo govorili tudi kasneje, je pač eno izmed ključnih. Zdaj, jaz bi rekel tak, ne, doben podjetnik ali pa na mestu podjetnika mi ne moramo narediti prve poti. Pravi, zdaj, če se mi dopogovarjamo, da je samo ideja, pa še nič ni bilo narejeno, potem pač je malo težje. Če pa je ideja že tu, pa je bilo že malo truda vloženo, pa lahko zagotovo mi naredimo to, kar je to, ne. Pa mogoče, če dovolite, no, samo rad bi samo eno stvar povedal, mi smo pač zelo pisani pri članstvu, ne. Veliko imamo zelo malih samostojnih podjetnikov, malih družb, na drugi strani imamo pa tudi srednje in velika podjetja in zato je, bom rekel, menedžiranje na nek način suporta tem podjetjem izvedno zahtevno in to je ključno, kaj moramo spremeniti, ne. Če smo se fokusirali v preteklih letih zgolj na neke univerzalne nasvete, univerzalne poglede, kaj zbornica mora delati, zdaj ugotavljamo, da to ni okej, ne, ker pač mali podjetnik ne potrebuje enako kot veliki, nekdo potrebuje mreženje, nekdo potrebuje kontakte, nekdo potrebuje, ne vem, sestanke na ministrstvih, nekdo pa zgolj potrebuje, ne, to, kar je bilo rečeno, ne, hišni sejem na naši lokaciji, na kateri se lahko predstavi naslednjim 100 svojim potencialnim kupcem in to je to, kar mi lahko ponudimo.
Wow. Okay. Pravzaprav celi diapazon pokriva in se mi zdi, da marsikateri obrtnik, podjetnik tudi premalo pozna samo delovanje in zato je seveda super, da se dobimo ob takih priložnostih in da lahko to tudi razložimo. No, predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Aleš Pulka je naš gost, nadaljujemo takoj potem. Naš gost danes zjutraj, da seveda pomagam Tomažu, bodočemu obrtniku, podjetniku, je predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice tu v Mariboru, gospod Aleš Pulka. Ale še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Okay, seveda, midva se rada hecava, ampak to je zelo resna stvar. Govorili smo že o vseh prednostih članstva v obrtno-podjetniški zbornici. Obeta se nekaj velikih projektov, v bistvu, Aleš, ki jih pripravljate. Jaz upam, da nam bodo vsi, ki jih na nek način smo si zamislili za bom rekel, tretji in četrti kvartal leta 2026 in za leto 2027 uspeli, verjamem, da nam bodo. No. Prvi, ki je, če ga smem malo pokazati, ali pa predstaviti, prvi, ki je in pri katerem seveda rabimo vašo pomoč, predvsem pa pomoč naših članov, je to, da smo se zelo hitro in pa zelo intenzivno smerili v področje izobraževanja in pa dvigovanje kompetenc, se pravi naših članov, tako lastnikov, direktorjev podjetij, kot tudi njihovih zaposlenih. In v ta namen bomo prijavili eno strateško partnerstvo za dvig kompetenc in ustvarili tako imenovan KOC na naši zbornici. Ta bo deloval zdaj zelo ozko v tem trenutku in sicer v področju gradbeništva, bi rekel, pametnih hiš, instalacij in vsega do lesa, tako kot imate vi tukaj, bom rekel. In v ta namen iščemo pač podjetja, naše člane in seveda tudi nečlane, ki bodo z veseljem postali potem naši člani, da se nam v tem projektu pridružijo. Ponujamo jim v bistvu dvoletno izobraževanje visoko strokovnih predavateljev. Zato bomo mi poskrbeli, da bodo dobili 70% sofinanciranja, se pravi, teh 30% bodo morali na nek način zagotoviti sami. Gre pa za, se pravi, predvsem neko zelen prehod v gradnji, se pravi, da gremo bolj k naravnim materialom, da gremo na nek način, na normalen, subtilen način zniževati porabo električne energije, ne rigorozno z ukrepi, ampak da je to na nek smiseln način, na to, da poskušamo čim bolj krožno in čim bolj ponovno uporabljati materiale v gradbeništvu. Skratka, iščemo podjetja, ki bi se rade na tem področju izobraževale in pa seveda iskale tudi neko povezavo in sodelovanje z drugimi podjetji v enakimi branžah. Verjamem, da se lahko razvija nek nov startup, verjamem, da se lahko razvija neka nova zgodba, ki bo v Mariboru naredila nek korak naprej. V vsakem primeru pa kaj lahko zagotavljamo je to, da 70% sofinanciranja bomo poskrbeli, za 70% sofinanciranja bomo poskrbeli mi, predavatelji in izobraževalni kader bo vrhunski in kompetence, ki bodo jih dobili, bodo v bistvu izjemno pomembne za poslovno transformacijo v prihodnosti. Super, več informacij seveda zagotovo na spletni strani, ne? Ampak to je zagotovo en tak projekt. Potem pa so še eni taki lušni, ne? Zdaj podjetna pozitiva, pa družabni in pa seveda jubilanti. Ja. No, to je pa nekaj, na kar smo ponosni, bom rekel. Zdaj, če neko podjetje in kolega bo čez 10 let dobil prvo plaketo, ne, ali pa prvo nagrado, ne. V bistvu prvih 10 let je najtežje, ne. Tisti, ko preživijo prvih 10 let, preživijo. Dobro. Torej, to, da je nekdo preživel v tem, bom rekel, surovem poslovnem okolju 10, 20, 30, 40, 50, nekateri tudi 60 let, ne, je izjemno pomembno. In to kot neka delodajalska organizacija razumemo kot čas, da imamo taka podjetja med sabo in to čast jim želimo tudi vsako leto dati. In 11. septembra letošnje leto bomo podelili v bistvu vsa ta priznanja, da pa to ni zgolj podelitev in počastitev teh, ki so res v svojem poslu nekaj naredili, pa želimo narediti en družaben dogodek, na katerega bomo povabili v bistvu celotno članstvo, tudi ne člane, ne, seveda, že prej, ki bodo seveda kasneje postali naši dobri prijatelji. In bomo jim dali kulturno, družabno, glasbeno, pa malo umetniško barvan dogodek. Seveda želimo, da je 11.9. lepo vreme, ker imamo v tem trenutku na nek način organiziranega na prostem, zato da bomo še doživeli zadnjo dozo D vitamina. Zadnji šus poletja. Točno.
Več jaz mislim, da bomo še povedali kasneje. Absolutno. Vse na naših spletnih straneh, vse na naših novicah, tako da to je to. In ja, super projekti, moram reči, predsednik Aleš Pulko, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice, ampak zdaj, ko smo rekli novi predsednik, zdaj še le par mesecev, zanima me, zdaj to je mandat je koliko, 16, 18 let? Ne. Ne, mandat je 4 leta. Ja, jasno, da. Ampak nič narobe. Ampak me zanima, neko vizijo, zagotovo, kje bo naša obrtno-podjetniška zbornica čez 4 leta. Čez 4 leta? Jaz bi tako rekel, ne, glej, oziroma se prečujem. Ja, vreda je. Zagotovo moramo 20% članstva dvigniti, to je v bistvu osnovna zgodba. Zagotovo se moramo na projektnem delu usmeriti v to, kar prinaša korist podjetjem, direktno korist. Se pravi, ne več to, da zagotavljamo, bomo rekel, neke vire financiranja, da pokrivamo plače zaposlenih. Zagotovo moramo v bistvu ponuditi podjetjem poslovno podporo, da bodo ugotovili, da je zbornica lahko stičišče novih partnerstv, novih poslov, novih poznanstev, tako na zasebni kot na poslovni ravni. Ja. Ponuditi moramo podjetja internacionalizacijo, se pravi, zelo pomembno se mi zdi, da v tem diapozitivu ali pa diapazonu Podravja vsaj prestopimo v Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko in pa en del Italije. Namreč Slovenija je pač ekonomsko ali pa ekonomija obsega takšna, kakšna je, moramo iti čez cesto, čez meje. Da to se mi zdi zelo pomembno. In pa seveda izobraziti moramo podjetja in jih pripraviti na poslovno okolje, ki bo od leta po mojem 2030, 2027, 2028 čist drugačno kot danes. Tega se vsi na nek način zavedamo, ampak premalo pa delamo na to. Tako da jaz bi rekel neko organizacijo, ki bo združevala, ki bo v bistvu povezovala in ki bo na nek način usmerjala in pa dajala nove poslovne izzive, nove kontakte. Manj kot to, ker zdaj, če še lahko samo 10 sekund vkradem. Ja, izvoli. Veliko ali pa premalo se ve, kaj je naša osnova. Se pravi, zakonodajna zgodba, zastopanje pred vsemi temi, to, kar smo na začetku povedali, je samoumevno. Zdaj, če smo čist realno, če v Podravju 3000 podjetij in jih je 1000 naših članov, tudi za tistih 2000, ki ni naših članov, bomo mi svoje oddelali, ker tako oddelamo. Tako da to je zdaj neka stvar, ki mi moramo ostale pridobiti za to, da bodo našli nek direkten učinek. In zdaj na eni strani iščemo mlajše generacije, na drugi strani poskušamo z spodbujanjem nekega ženskega podjetništva še neko drugo zgodbo pripeljati. Tako da jaz mislim, da izzivov je veliko in ta 4 leta bodo hitro minili. Ja. Naj samo rečem, da skupaj smo močnejši in jaz člane tišim not, kot je očitno. Ja, Tomaž Medvar, bodoči obrtnik, podjetnik, ali že vidimo, da je naša obrtno-podjetniška zbornica v dobrih rokah, uspešno delo želimo in se vsake toliko srečamo, da malo potegnemo črto in povemo, kaj pripravljamo za naše podjetnice, podjetnike, obrtnice, obrtnike v bodoče. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za, bom rekel, povabilo v ta čudovit studio. In tega čudovitega novega člana. Brez tega. A ja, pozabila smo vprašati, čuj, kaj poznaš, kaj je vodovoda? Bolj Boga.